Globalno segrevanje. Posledice bodo katastrofalne, kot pravijo strokovnjaki, in velik krivec za to je tudi promet. Ja, vsega pač ne moreš imeti. In če živimo tako, kot živimo, pač prekomerno izkoriščamo naravo. Ne vem, kaj bi še lahko spremenili, da bi bilo drugače. Si pa avtomobilski proizvajalci in vsa povezana industrija, med katero sodi tudi gumarski in tehnološki velikan Continental, nekako prizadevajo, da bi omejili globalno segrevanje na 1,5 stopinje do leta 2030. In ravno zato je nastala najekstremnejša avtomobilska dirka na svetu Extreme E. Z njo želijo navdušiti ljudi in pokazati, da se da tudi z ničelnimi izpusti na dirki še kako atraktivno dirkati. Črka E v avtomobilizmu že lep čas rezervirana za elektriko in tudi dirkalnike v Extreme E oziroma Extreme E poganjajo elektroni. V bistvu so to pravi e-športni terenci, ki tehtajo tono 800 in so široki 2,30 metra, da so stabilni v najbolj ekstremnih pogojih, kot so puščavski pesek, blato v džungli in let na Arktiki, čeprav se kljub temu še vedno tu pa tam zelo atraktivno prevrnejo. Koliko imajo moči? 470 kW in pogon vseh teh 630 konjev prenaša na vsa 4 kolesa. Zato se lahko Odyssey 21 oziroma Odyssey 21 do 100 na uro požene v 4,5 sekunde in pazite to, tudi na klancu z do 130% naklonom. Bolano! Vse to ne bi bilo mogoče brez ekstremnih pnevmatik, s katerimi je Continentalovim strokovnjakom uspela neke vrste revolucija. Poimenovali so jih Continental Cross Contact in v višino merijo 94 cm, v širino 32. Gumeno zmes za tekalno plast so razvili posebej za te pnevmatike, ojačali pa so tudi bočnico, ki je velikokrat najšibkejši del pnevmatike, da se tudi na kamnih ne bo kar tak predrla. A se spomnite, kako sem si pred 2 letoma na Continentalovem tech showu ogledal nove tehnologije v svetu pnevmatik? Ena pomaga tudi pri Extreme E in sicer Conti Pressure Check, ki stalno preverja stanje napolnjenosti pnevmatik, tako dirkači v kabini vedno vidijo tlak polnilnega zraka in temperaturo, da lahko slog vožnje prilagodijo ekstremnim razmeram. V boj z neizprostnim poščanskim okoljem se je na prvi dirki podalo že 9 mešanih ekip, ker sta v vsakem avtu ženska in moški. Da pa ne gre za kar eno tekmovanje, priča dejstvo, da imata svoji ekipi X44 in Rosberg Extreme Racing tudi dirkača Formule 1 Lewis Hamilton in Nico Rosberg. Med drugim pa pri ekipi JBXB tekmuje tudi Jenson Button. Noro! Po dirki v veliki arabski puščavi vodi ekipa X44 z voznikom Sebastianom Loebom. Potem se bo dirka Extreme E nadaljevala na rožnatem jezeru Lac Rose sredi Senegala, kar bo konec maja. Nato pa konec avgusta prevozijo še veliki fjord Kangerlussuaq na Grenlandiji. Oktobra tropski gozd v Braziliji, v začetku decembra pa je veliki finale rezerviran za argentinsko Ushuaio. Pri celotni zgodbi bo zraven seveda Continental, ki skrbi, da so njihove dirkalne pnevmatike kos progam, ki so dolge med 6 in 10 km, vsaka pa ima 5 do 6 virtualnih vrat. Za nas, ki dirkamo samo na cestah, vozimo, imajo pri Continentalu pnevmatike za vse vremenske razmere. Zato preverite starost in profile, ter seveda tudi napolnjeno zrakom, da bomo vsi bolj varni na cestah. Predvsem pa bodite pozorni na motoriste in na kolesarje, ki jih je v tem času že kar veliko na cestah. Sploh takrat, ko je zunaj sonce. Je glih oblak prineslo.